17. novembra je potekalo drugo predavanje v sklopu znanstvenih večerov Novogoriške politehnike, ki jih sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru programa promocije znanosti. Predaval je Rok Uršič. Predavanje z naslovom Zmagovati na globalnem visokotehnološkem trgu je potekalo na dvorcu Zemono. Dogodek je moderiral profesor dr. Gvido Bratina z Politehnike Nova Gorica. Dober večer in dobrodošli na drugo izdajo znanstvenih večerov Politehnike Nova Gorica. Danes z veseljem gostimo gospoda Roka Uršiča, podjetnika, direktorja in lastnika podjetja Instrumentation Technologies. Na prvem znanstvenem večeru smo gostili profesorja Krucna, Nobelovega nagrajenca za kemijo, ki je svoje življenje posvetil znanosti v njeni najbolj žlahtni, strogi obliki. No, danes se bomo preselili na drug breg tega področja, ki je med sabo zelo prepleteno, področje znanosti in tehnologije. Gospod Uršič je namreč svojo kariero utemeljil na prenosu znanstvenih dosežkov na področje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, izdelkov, ki zahtevajo izjemno visoko stopnjo integracije z zahtevnimi tehnologijami. Gospod Uršič je namreč svetovno priznan strokovnjak za diagnostične sisteme, za pospeševalnike osnovnih delcev. Svojo pot na tem področju je začel takoj po diplomi, leta 1989, ko je pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in se odpravil v Trst. Takrat so bila dela na novem sinhrotronu Eletra v vrhuncu in gospod Uršič se je pridružil skupini, ki je razvijala diagnostične sisteme za to napravo. Usoda ljudi, ki so vključeni v delo sinhrotronov, je pač taka, da ko se sinhrotron dela na razvoju in izgradnji sinhrotrona zaključijo, se odpravijo drugam, na drug sinhrotron. Gospod Uršič se je odpravil v Združene države Amerike, konkretno v Virginijo, na državni pospeševalniški laboratorij Jefferson Lab, kjer imajo tako imenovan CEBAF, Continuous Electron Beam Accelerator Facility, elektronski pospeševalnik pač. Tam je prevzel vodenje skupine, ki je razvijala sisteme za kontrolo in diagnostiko tega pospeševalnika. Tam je ostal 4 leta, ravno dovolj dolgo, da je pridobil povabilo k razvoju novega sinhrotrona. Kot svetovalca so ga namreč poklicali k načrtovanju in izdelavi sinhrotrona v Švici, Swiss Light Source. Po končanem delu tam se je vrnil v Združene države Amerike in se pridružil podjetju Phantasma Networks. Tam je prevzel vodenje skupine, ki se ukvarjajo s takrat povsem novo tehnologijo ultraširoko pasovne radijske komunikacije in pri tem tudi intenzivno sodeloval pri pripravi zakonodaje, ameriške zakonodaje z tega področja. To obdobje med Švico in Združenimi državami Amerike je bilo nekaj takega umestnega, tako da je v tem obdobju tudi ustanovil svoje podjetje Instrumentation Technologies v Solkanu, ki je precej hitro zraslo v globalnega igralca in zdaj vodilnega ponudnika diagnostične opreme za pospeševalnike, izdelke Instrumentation Technologies, tako najdemo povsod tam, kjer so vrhunski pospeševalniki v Italiji, Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in na Daljnem vzhodu, Japonska, Kitajska, Koreja in Tajvan. Gospod Uršič je v Sloveniji zelo hitro spoznal, da je ustanavljanje novega podjetja pri nas izjemno mukotrpno in
težko delo. Zato nas ne preseneča, da je bil prav on eden izmed pobudnikov ustanovitve Primorskega tehnološkega parka, ki ga je tudi vodil v prvem letu delovanja. Za svoje dosežke na področju podjetništva je leta 2003 prejel priznanje Podjetnik leta s strani časopisa Finance. Danes nam bo najprej predstavil svoje podjetje in dejavnost, ki jo opravlja, in pozneje ga bomo še povprašali par stvari. Rok, prosim. Si zamišljamo, da smo v pritličju ene stolpnice, recimo 13 nadstropij visoka, in gremo v dvigalo in znot slučajno srečamo, vemo, da to je pa potencialni investitor, ne? In zdaj temu potencialnemu investitorju vidimo, on pritisne tipko 13 gor in do takrat bi mi njega radi navdušili za to idejo, ne? In to, kar mi počnemo, je zmeri problematično, kako razložiti na kratko, in jaz bom probal zdaj to narediti. Zamislite si, da smo zdaj v pritličju in pritisnemo tipko 13. No, kaj so pospeševalniki? To so zelo velike in drage naprave, s katerimi znanstveniki po vsem svetu delajo svoje eksperimente. Se pravi, pospešujejo neke osnovne delce, s katerimi delajo eksperimente. Če hočejo, da ti eksperimenti uspejo, da so kvalitetni, morajo zelo natančno vedeti, kje se ti delci nahajajo. In tisto, v čemer smo mi trenutno najboljši na svetu, je, da ponujamo celostne rešitve, ki omogočajo znanstvenikom, da v vsakem trenutku vejo, kje se ta žarek nahaja. Jaz upam, da je bilo to približno jasno. Zdaj pa pejmo en korak bolj globoko v to, kaj pospeševalniki so, tako da bomo razumeli potem tudi bolj plastično, kaj mi počnemo. Nekje v 30 letih prejšnjega stoletja so začeli najprej fiziki, so hoteli razumeti, kako je jedro sestavljeno, katere so sile, ki ga držijo skupaj. Se pravi, želeli so razumeti, iz česa je sestavljena ta materija, ki nas obkroža. In zato so začeli sestavljati, graditi pospeševalnike. To je bilo nekje v 30 letih prejšnjega stoletja. In tej fiziki, ki so pač hoteli te eksperimente delati, so tudi sami sestavljali te pospeševalnike. To so bile najprej take majhne aparature, ki so šle lahko na eno malo večjo mizo in potem so postajale vedno večje. S časom so te pospeševalniki postali vedno večji, uporabljale so se vedno više energije, kar so omogočale, da se je vedno bolj tudi lažje razumelo in pri višjih energijah analiziralo te, bi rekel, sestavne dele oziroma materije, iz katere je svet, ki nas obkroža. Ampak kaj so ugotovili? Ko so delali večje in večje pospeševalnike, se je zgodilo to. V pospeševalniku, zamislite si, najbolj enostaven pospeševalnik je vaša televizija, vkolikor nimate še tiste taravne, ne, če rečemo tako po domače. Se pravi, če imamo katodno cev, katodna cev ima nitko, ki žari, ko žari, oddaja elektrone in te elektroni so potem, jih potegne katodna cev spredje zaradi električnega polja, ne. Zdaj, pospeševalniki so samo malo večja televizija, če rečemo, ne, na začetku. In zdaj, ko so te pospeševalnike vedno večje dele, so ugotovili, da ko krivijo te elektrone, da te elektroni sevajo tudi neko svetlobo, ki v bistvu na začetku je bila zelo neprijetna zadeva, ker kaj se je zgodilo? Treba je vedeti, da pospeševalniki, če hočeš pospeševati delce, moraš imeti vakuum, ker če vakuum, potem te delci, ki jih pospešuješ, trkajo ob druge delce in v bistvu od tistega eksperimenta ni nič, ker niti do konca ne bi pripeljal teh delcev, po domače povedano. No in ta svetloba, ko so krivili te elektrone, je po domače povedano segrevala cev in so mogli najti sistemi, da so to hladili in tako naprej. Ampak čisto slučajno se je pokazalo, da ta svetloba je tudi zelo uporabna. In uporabna za raziskave ne samo v fiziki, za katere so bili, če rečemo, v osnovi narejeni pospeševalniki, ampak tudi za druga področja. In kar vam bom zdaj probal pokazati, je par različnih pospeševalnikov tukaj, ki se uporabljajo za različne namene, da se dobi občutek. Še preden grem v par slik, ki sem jih danes pripravil, jaz
bom rekel, kar se tega slikovnega materiala tiče, nisem, bi rekel, ni prav bogat, ker se mi zdi bolj pomembno, da se o tem pogovarjamo, oziroma da vi sprašujete tudi stvari kasneje o tem. Bi rad povedal, prej sem rekel, pospeševalniki so velike zadeve. Kako velike so? Največji pospeševalnik na svetu je trenutno v sklopu Mednarodnega inštituta CERN v Ženevi, in sicer je to obroč, ki ima 27 km v obsegu in je približno 100 metrov pod zemljo v tunelu skrit. Uporablja se izključno za raziskave v osnovne raziskave v fiziki. Ne? Najmanjši pospeševalnik je tak, da ga lahko damo celo na eno malo večjo mizo. Nam najbližji, Gvido je prej omenil, moji začetki segajo na pospeševalnik v Trstu, to je sinhrotronski pospeševalnik, torej to ne uporablja direktno osnovnih delcev, ampak derivat tega, to pomeni, ko kriviš osnovne delce, to je elektrone, uporablja sinhrotronsko svetlobo. Ta pospeševalnik je velik približno 260 metrov v obsegu, toliko za velikostni razred, da imate občutek. Druga dimenzija, kaj pomeni pospeševalnik zgraditi? Pospeševalnik v Trstu za zgraditi je potrebno približno red velikosti 200 do 300 milijonov evrov. Ne? Se pravi, to so zelo dragi projekti, ki danes, ko se jih lotevamo, recimo, je že težko razmišljati, ker so to ponavadi vedno večji in vedno bolj kompleksni projekti, da se jih lotevamo samo na nivoju ene večje države, kot je recimo bodisi je to Amerika, Italija ali tako naprej, ampak so se začeli ustvarjati konzorci, tako imamo CERN je en primer tak, naslednji je tak SRF v Grenoblu, ki je v bistvu konzorcij različnih evropskih držav, ki so prispevali k temu sinhrotronskemu pospeševalniku. In nenazadnje zdaj se govori o ILC, ki naj bi bil naslednja generacija zelo velikega linearnega pospeševalnika, ki je tako velik projekt, da se bo delal v bistvu na svetovnem merilu. Sodelovale bodo praktično države z vsega sveta, zato da se bo ta projekt realiziral. Ne? Poglejmo zdaj par slik. To, kar vidimo tukaj, je slik s par pospeševalnikov, in sicer bom šel od leve proti desni. Na levi tukaj imamo najprej Diamond Light Source, ki je pospeševalnik, ki je trenutno še v izgradnji, še ne obratuje, in sicer ta pospeševalnik je, zopet za občutek, obseg tega pospeševalnika je približno 1 kilometer in ta je namenjen za raziskave s pomočjo sinhrotronske svetlobe. Naslednji zelo znan pospeševalnik je Stanford Linear Accelerator v srcu Silicijeve doline v Združenih državah Amerike. To je linearni pospeševalnik, ki je dolg, da moram povedati, da prav točno se ne spomnim, ampak red velikosti 10 km. To lahko vidimo in če se vozimo po tej avtocesti, je to zelo lepo vidno, kako ta pospeševalnik se vidi, ta tunel, po katerem je speljana ta vakuumska cev, v kateri pospešujejo te delce. Ta, za razliko od tega krožnega, se uporablja za raziskave oziroma za osnovne raziskave v fiziki. SRF, to je European Synchrotron Radiation Facility, je v Grenoblu, obseg je tudi red velikosti 1 kilometra. Ta pospeševalnik je zgradil konzorcij, mislim, bom rekel, ne vem točno števila, mislim, da večine evropskih držav in je zopet namenjen raziskavam s pomočjo sinhrotronske svetlobe. Zdaj pa, da se dobi občutek, kako zgleda pospeševalnik noter, je tukaj spodaj tudi slikca, kjer se vidi, bom rekel, kako to približno zgleda in kako velike so te dimenzije. To, kar tukaj vidimo, recimo, je človek, ki stoji zraven magneta. Ta magnet služi za fokusiranje, oziroma je tako imenovan kvadrupol. Potem so te rdeči magneti, ki so namenjeni temu, da žarek krivimo. Vemo, da s pomočjo magnetnega polja se žarek krivi. In to je CERN, se pravi, to je ta, v bistvu tudi v svetovnem merilu, največji inštitut, ki se ukvarja z fiziko osnovnih delcev. Tukaj vidimo, da tukaj magnet
kot sem rekel prej, tako imenovan dvopolni oziroma bending magnet, ki zakrivi žarek. Ampak zaradi tega, ker je ta tunel, prej sem omenil 27 km v obsegu, v bistvu tega kota, s katerim zakrivi, tukaj sploh ne vidimo, ker je to tako velik tunel, ki je skopan pod zemljo. No in to, kar vidimo tukaj na sredi, je v bistvu naš produkt, k kateremu se bom jaz potem kasneje vrnil nazaj, ker bi rad prej še par besed o pospeševalnikih povedal. Da so pospeševalniki prestižna stvar, kaže ta slika. Mi smo jo dobili lani za novo leto in sicer to so nam poslali naši kupci, ki so tudi pri nas nabavili poskusni, tako imenovan try-out verzijo našega merilca za merjenje pozicije žarka. In to bo pospeševalnik, ki ga bodo gradili v Šanghaju na Kitajskem. Vidi se, da so veliko vložili ne samo v samo tehnologijo, ki bo not, se pravi, sam pospeševalnik bo tukaj not, ne, in vsa znanost se bo dogajala tukaj noter, ampak vse, kar vidimo tukaj okoli, je, bom rekel, tisto, kar spada k arhitekturi, tisto, kar spada k imidžu, se pravi ponosu. To, kar hočejo pokazati s tem, je, da so tudi oni tisti, ki se bodo uvrstili med svetovne velesile in hočejo nekaj narediti s pomočjo pospeševalnika. Zadnja slika, v kateri se bom danes vrnil, je, oziroma pokazal, je, kako izgleda približno sinhrotronski pospeševalnik. To je podoben, kot je v Trstu. In bom začel tam, kjer se žarek rodi, to pomeni tako kot katodna cev, smo rekli, v televizorju, in kje konča. Torej, tukaj imamo linearni pospeševalnik, kjer se žarek rodi. Tam imamo nitko, po domače povedano, ki žari in oddaja elektrone in potem s pomočjo magnetnega polja, električnega polja se potem ta žarek po tem linearnem pospeševalniku pospeši in gre v tako imenovan booster. Booster je namenjen temu, da ta žarek doseže neko energijo, pa dajmo imenovati 100 megaelektronvoltov, in ga moramo spraviti na višjo energijo, to je na tisto energijo, s katero se potem delajo tudi eksperimenti. Tukaj noter se pravi v boosterju, to, kar se naredi, je, da to energijo žarka iz teh 100, pa tudi če vam elektronvolt, kdor ni z tega področja, nič ne pomeni, se gre za red velikosti, se ga poveča približno na 3000, ne, oziroma 3 gigaelektronvolte, in potem se od tukaj gre ven, kot vidimo po tej tako imenovani transfer line, in gremo v akumulacijski obroč. Tukaj noter spravimo potem elektrone, ki krožijo, in ko krožijo, kot sem rekel, ko jih ukrivljamo, te elektroni sevajo sinhrotronsko svetlobo. In ko sevajo sinhrotronsko svetlobo, potem to je treba po tako imenovanih beamline speljati do končnih eksperimentalnih prostorov in tukaj, kot vidimo, je v bistvu, ne vidi se dobro, ampak so računalniki in tukaj vsa, bi rekel, diagnostika namenjena temu, da se raziskave s pomočjo sinhrotronske svetlobe izvajajo. Torej, jaz se bom zopet vrnil na televizijo. Televizija je najpreprostejši pospeševalnik. Oddaja elektrone, ki s pomočjo katerih, ko udarijo ob katodno cev, generirajo svetlobo. Pospeševalniki ravno tako začnejo z nekim izvorom, vendar te primarne delce, oziroma osnovne delce, pospešimo do zelo visokih energij in potem s pomočjo njih delamo te eksperimente. Smo nazaj pri prvi sliki, da se potem vrnemo k temu, kaj to je. To je naš izdelek, oziroma natančneje, zdaj je to že postala izdelčna družina, Libera, ki je namenjena temu, da, kot sem rekel prej, znanstvenikom po vsem svetu omogoča, da na teh pospeševalnikih v vsakem trenutku vejo, kje se ta žarek nahaja. V čem je ta izdelčna skupina Libera izjemna oziroma v čem je drugačna od, če rečemo, konkurence? Predvsem po tem, da je
edina trenutno na svetu, ki ponuja celostno rešitev. To pomeni, na eni strani, tukaj se ne vidi, na zadnji strani, imamo 4 priključke, ki jih potem preko kablov priključimo direktno na pospeševalnik, na samo cev. Na tej strani imamo pa Ethernet priključek. Tega vsi poznamo, ponavadi vsak v pisarni ima danes že Ethernet priključek, preko katerega se priključi na internet. Ne? In ta izdelek je prvi, ki je v svetovnem merilu ponudil to, da brez da mi moramo kupiti 3 različne aparature, da sestavimo en tak merilc, imamo aparaturo, ki v eni škatli rešuje celosten problem. To pomeni, rešuje to, da meri in ima tudi procesno moč, to pomeni računalniško moč, noter, da s pomočjo te računalniške moči potem stabiliziramo ta žarek na pospeševalnikih. Zakaj izdelčna skupina? Zato, ker zavedati se je treba, da na pospeševalnikih je treba vedeti, da imamo 3 dimenzije, če si predstavljate. Imamo dimenzijo, v kateri se giba žarek, in imamo dimenzijo horizontalno in vertikalno. Ne? In za kvaliteten eksperiment je potrebno žarek na pospeševalnikih stabilizirati v vseh teh 3 dimenzijah. In prva izdelčna, bi rekel, prvi član je stabiliziral samo v horizontali in vertikali. Naslednji člani pa bodo v bistvu namenjeni temu, da bodo stabilizirali tudi, se pravi, vzdolžno in hkrati v vseh 3 dimenzijah povezano, ker tukaj potem pride tudi do medsebojnih efektov in je potreba imeti posebno zelo kompleksne sisteme, ki to omogočajo. Kaj nam je v posebno čast, bom rekel, da s tem izdelkom smo v bistvu 3 zadnje pospeševalnike, ki se gradijo po svetu, to je Soleil v Franciji, Diamond Light Source v Angliji, sliko vidimo tukaj, in pa avstralski Light Source, so se odločili, da kompletno vse svoje točke, kjer bodo merili pozicijo žarka, opremijo z našimi izdelki. Poleg tega, bom rekel, prav danes je naš sodelavec na pogovorih v CERN-u, kjer smo skupaj z CERN-om pa še inštitutom GSI iz Nemčije, sodelujemo v okviru 6. okvirnega programa Evropske skupnosti na razvoju novega člana družine Libera. In danes smo se dobili z vrhunsko skupino iz Lawrence Berkeley laboratorija v Združenih državah, s katero planiramo vzpostaviti stik za razvoj zopet novega člana družine izdelka Libera. Tako da ta mreža, ki smo jo uspeli v tem času vzpostaviti, nam je velik ponos na eni strani in izziv, da v bistvu po tej poti nadaljujemo in da v tem okolju, ki je po svoje zanimivo zaradi tega, ker Slovenija nima pospeševalnika, namreč to je aparatura, ki si jo pač kot Slovenci ne moramo privoščiti, ker je to preprosto prevelika investicija za narod, kot smo mi. Lahko pa sodelujemo pri drugih projektih, ne? Ampak da smo prav v tem okolju postavili firmo in skupino, ki je sposobna narediti izdelke tega formata. To bilo z moje strani vse. Hvala, Rok. Izvoli na stol, da se pogovoriva malo o teh zadevah. Dajva začeti tako približno na sredini, pa bo šla pol na en konc, pa pol na zadnjega. Kako se je to začelo v Sokanu, ta Instrumentation Technologies, ta razvoj tega podjetja je v bistvu, če primerjamo, kako je Apple nastal, to je tipična garažna firma, ki je prerasla v eno globalnega igralca. Kako je to začelo tam? Kakšni so bili prvi začetki? Tako bom rekel,
stvar je bila čisto intuitivna in ne dosti premišljena. Gre se za to, da, kot si prej omenil, sem več kot 8 let, preden sem ustanovil podjetje, delal na drugi strani ograje. To pomeni, sem bil uporabnik oziroma tisti, ki je snoval te stvari znotraj nacionalnih laboratorijev. In to je pomenilo, da sem tudi zaznal ta premik, ko laboratoriji se ne odločajo več za to, da bodo vse sami razvijali, ker je to zelo drago, ker ti moraš potem vzdrževati delovno silo, moraš nabaviti strokovnjake, specialisti, ki ko razvijajo to, potem moraš z njimi nekaj početi. In je prišel do tega trenda, da se vedno več stvari, ki se jih lahko kupi. In to je bila tudi moja ideja, zakaj je smiselno iti v firmo tega formata. Oziroma, ne formata, bom rekel, firmo, ki ponuja storitve na tem trgu. Začeli smo čisto tako, da smo vedeli, da je dovolj odprtih problemov po svetu in smo vsak problem, ki smo vprašali, če smo ga pripravljeni rešiti, tisti, ki smo bili pripravljeni, smo jih seveda sprejeli in v bistvu izvedli projekt na ključ. Ampak takrat smo začeli v 2 v Solkanu in mislim, da v zelo kratkem času smo se tudi od tam, kot iz te, če rečemo, garažne firme, potem preselili v prostore, kjer smo še danes sosedi z vami. To je bilo takrat, ko se je tudi rojeval Primorski tehnološki park. In prvi korak, ki je bil tudi takrat narejen, je bil ta, da smo se zavedli, da če hočeš uspeti kot podjetje, ni dovolj, da imaš samo inženirski kader, to se mi zdi zelo pomembno, ampak da imaš tudi vse ostale dimenzije, ki so pomembne za neko podjetje. To pomeni, da imaš prisotno trženje in kasneje, da imaš prisotno finance, se pravi, da imaš vse te stvari pod eno streho, ker za uspešno podjetje je res, da ideja je pomembna in ključna na začetku, vendar če hočeš ti uspeti in rast, moraš biti sposoben vse te dimenzije med sabo usklajevati. Tako da človek, ko se vpraša, kje smo zdaj in pogleda nazaj, se spomnim, kako je bilo, ko smo prvo mizo kupovali za podjetje, ko se mi je zdelo, še zdaj se spomnim, 260.000 lir takrat in se mi je zdelo to kar velik denar. In če gledamo, s kakšnimi denarji operiramo danes, se človek ne zaveda, kako ta pot, ki je nekje linearna, kako je na nek način skokovita. In tega se zaveš samo, ko potem razmišljaš nazaj, kje si začel. In bom rekel, začetki segajo, to moram povedati, v sobo moje tašče v Solkanu, na Srebrničev trg, ki nam je takrat dala svoje prostore za to, da smo začeli in da smo tudi tam noter bili, bom rekel, po najemnini, ki vemo, kakšna je pri tašči. Tako. To bi bilo o tem. Mislim, da princip garažne firme se bolj gre za to, da je povezano s tem en poseben užitek, ko nekaj narediš iz nič. In mislim, da to je en čar podjetništva, ki je mene pritegnil in zato sem se tudi tega lotil. Če greva na začetek te krožne vožnje Solkan, Kalifornija, Solkan, kako to Eletra, kako to sploh, zakaj si se odločil, da si šel tja? Kako ste tam delali? Malo nam opiši tisto zadevo tam. Eletra je bila zanimiva izkušnja zaradi tega, ker jaz sem tam začel kot inženir začetnik. Imel sem to srečo, da so takrat iskali inženirje z področja, to je področje radiofrekvenčnega inženiringa, na katerem sem prav jaz delal diplomsko nalogo, in je prišla skupina iz Sinhrotrona v Trstu, ki je šla po ljubljanskih univerzah, tudi po inštitutu Jožef Štefan, in so tam potem iskali ljudi, ki bi bili pripravljeni priti delati oziroma možnosti sodelovanja. In tako me je priporočil profesor Mlakar z Fakultete za elektrotehniko in jaz sem se na to odzval in šel dol.
Tako da to so te začetki. Ko sem jaz prišel dol, na začetku se človek počuti dokaj nebogljen, zato ker prideš v tuje okolje, izkušenj nimaš, vendar name je že Italija pozitivno v tem, pustila pozitiven vtis, še bolj pa Amerika, ko je v bistvu prisotno to, zelo velik pragmatizem, ne glede od kje prihajaš. Kot sem rekel, to je še bolj prisotno v Ameriki, je za njih pomembno ta output, to, kar si sposoben dati v nekaj. Delo v Trstu je bilo po svoje zelo zanimivo, ker je zelo drugačno od tega, kot je, bi rekel, danes na pospeševalnikih. Takrat, ko se je gradilo pospeševalnik, praktično se je zaposlilo ljudi, ki so potem vse te aparature, kot je ta, tudi zgradili. Seveda dosti manj kompleksne, ker takrat zahteve so bile tudi nižje. Ne? Govorimo o letu 89-90. Danes je trend drugačen. Danes praktično, ko se gradi pospeševalnik, je to kot graditi eno zelo sofisticirano tovarno. In za graditi tovarno praktično rabiš dobre dobavitelje in nekoga, če rečemo, dobrega projektnega vodjo, ki je sposoben to skupaj spraviti in narediti sistemsko integracijo in primo predajo na koncu, commissioning, kot se temu reče. Ne? In to je velika razlika, recimo, če se spomnim tistih časov, ko sem bil v Elektri in danes. Ne? Tako bom rekel, je en element, ki je tudi prisoten vedno, ko govorimo o podjetništvu, se mi je zdelo, in jaz zmeri pravim, moram malo karikirati, ko sem šel tudi dol gledati, kje to je, in takrat Elektra sploh še ni obstajala kot pospeševalnik, ampak so bili v Padričah, v ta Area di Ricerca. Sedaj sem šel gledati, kdo so dol, kaj delajo, kakšne so tiste stavbe, a so lepe ali niso. Gledal sem, kakšni avti so spredi parkirani, so dobri ali niso. Tako da bom rekel, podjetništvo in je treba imati z vsemi dimenzijami. To pomeni, ni tukaj, je tisti žar, zagon nekega inženirja, kot sem bil jaz, mlad, nadebuden, želel sem si nekaj delati, kar pomelo en vpliv v svetovnem merilu, ampak so prisotne tudi čisto, bi rekel, vsakodnevne, bi rekel, pomisleki, ne? Razmišljaš takrat, jaz bom imel družino, jaz bom mogel od nečesa živeti, se pravi, vse to je en splet nekih okoliščin. Če zdaj gledam nazaj, se mi zdi zanimivo na to pogledati, ker to je prav tisto, ko se včasih pogovarjamo pri nas, zakaj podjetništva ni in zakaj to ni vrednota, ne? Ker se mi zdi, da prevečkrat bodi si karikiramo podjetnika kot nekoga, ki je samo za denar oziroma za pohlep, ali pa kot hočemo idealizirati kot visokotehnološko podjetništvo, to so pa samo tisti naivni, nadebudni znanstveniki, ki bi cele noči delali za nič, ne? Jaz mislim, da ustvarite neko sistem, kjer je vse pravilno vrednoteno in je dodana vrednost tisto, kar bi rekel, je merilo uspeha. Se mi zdi, da to je tisto pravo, kar bi tudi potem pri nas potegnilo podjetništvo naprej. No, bolj si se odpravil v Ameriko, takrat je že bila družina. Kako vi te selitve v družini uredite? Selili ste se nekajkrat, se mi zdi. Se moram priznati, da odločitev za Ameriko, jaz sem bil na meji in me je v to, bom rekel tako, mi je dala navdih žena. Takrat sva že imela otroka Luka, ki je danes tudi tukaj, in je bilo po svoje težka odločitev, ker mi smo se lih tukaj postavili kvalitetno bivanje, ampak je bil ta izziv toliko velik in hkrati navdušen iz obeh strani. Mislim, da je to zelo pomembno, da smo se za to odločili. 4 leta dol so bila, mislim, da za vse nas izjemno dobra izkušnja, ker ti dajo, ta izkušnja ti da neko širino, ti da en drugačen pogled na svet, da, tako kot pravimo,
za Amerikance, da si mislijo, da so center sveta, včasih mislim, da tudi mi gledamo na tak način. In ko vidiš svet z teh različnih perspektiv, tam, bom rekel, je bila to za nas zelo dobra izkušnja in jaz mislim, da to tudi za vse moje otroke, ki so, dva sta se kasneje tudi rodila dol. V Združenih državah Amerike si se zelo natančno tudi srečal s podjetništvom. Fantasma Networks. Fantasma Networks je podjetje. A nam lahko malo primerjaš, kako bi bilo ustanoviti podjetje tam pa tukaj? Dva primera bom dal. Za ustanoviti podjetje v Ameriki, mi smo tudi ustanovili, jaz pa žena imava vsak eno delnico, smo ustanovili korporacijo Inc. To je, če pogledam ameriške, pač te firme, se napiše ime firme, potem je Inc. Incorporated. In za vse to je bilo potrebno $500, da smo šli k pravniku in opravljeno je bilo, in to v Virginiji, ki velja med bolj počasnimi državami, je že bliže jugu, mislim, da je bil teden, največ 2, ne, to se je obrnilo, 1, 2, 3. Izkušnja Fantazme je, kako v letu in pol zakuriti $11 milijonov. Ne. To je bila zanimiva izkušnja zaradi tega, ker to je mene takrat zelo pritegnilo, fasciniralo. Hkrati sem se pa zavedal tudi prednosti in slabosti tazga sistema. Ne. Treba vedeti, da ko govorimo o teh $11 milijonih, to so pač sredstva, ki jih za dobro idejo so pripravljeni prispevati, oziroma dober poslovni načrt, tudi ne nazadnje je treba imeti, skladi tveganega kapitala. Ne. In Fantazma je bila v bistvu zelo uspešen primer, ki je uspela pridobiti v svoji prvi rundi $11 milijonov rizičnega kapitala in to od zelo eminentnih imen, bom rekel, rizični kapital, kot Paul Allen, ki je bil soustanovitelj Microsofta, pa Intel Capital. Šlo se je za to, da se vidi, da ta dinamika, ki sem jo dol spoznal, je trenutno, lahko rečem, v Sloveniji še nemogoča. Ker to so, gre se za to, da če ti hočeš firmo v tako kratkem času postaviti, potem moraš imeti tudi pool ljudi, predvsem kadra z izkušnjami, iz katerega lahko črpaš, da tako skupino tako hitro sestaviš. Ker ko sem jaz prišel dol, mislim, da nas je bilo 5, v roku manj kot leta je bilo 40 ljudi. Ne? In to je zelo drugačen proces, kako se gradi firmo in je pa res, da je bilo to tudi obdobje, ko je bilo tik preden, bom rekel, 1 leto, preden je prišlo do zloma, ne? Se pravi do tega poka balona, kot se reče v Ameriki, in je bila to tudi izkušnja, ne? Ta firma pač ni zaživela, je bila mogoče prezgodaj, ta tehnologija se šele danes uveljavlja. To govorimo pa o letu 2000, ne? To pomeni vrhunska tehnologija, ki ima izjemno perspektivo in se danes ultra wideband kot tehnologija se uveljavlja, vendar takrat je bila prezgodnja in zaradi vseh pač spleta okoliščin je potem ta firma, po domače povedano, pač zaprla svoja vrata. Ne? Je pa vsekakor, bi rekel, ta kontrast, ko ga vidiš, kako se gradi podjetje na tak način, se potem iz tega sam naučiš, kaj lahko tukaj narediš. Ne? In začneš potem balansirati tisto, kar rečeš, a se ti odločiš pri svojem podjetju za organsko rast, to pomeni, da ti rasteš na osnovi tega, kolikor ti ustvariš svojega dobička in iz tega črpaš potem sredstva za nadaljni razvoj ali s pomočjo zunanjih vlagateljev. Ne? In obe poti imata svoje prednosti in svoje slabosti. In zame, jaz lahko ocenjujem, to je bila zame izjemno dobra izkušnja. Če se za konec preseliva še na neizbežno področje politike, danes je moderno govoriti o prenosu znanja iz univerze v podjetja. Univerze trdijo, da podjetja nimajo absorpcijske sposobnosti absorbirati tako
kvalitetnega znanja, kot je pri njih prisotno. Na drugi strani imamo podjetja, ki pravijo, da je znanje na univerzah zaostalo. Kako ti vidiš to situacijo pri nas? Jaz bi težko komentiral to, zato ker mislim, naša izkušnja je ta. Mi smo sodelovali z Fakulteto za elektrotehniko in lahko rečem, da ko se gre za projekte, ki so vezani na razvoj nekih novih konceptov, ki niso vezani na nek projekt podjetja, ker projekti podjetja morajo imeti en začetek in en konec, ker ti si odvisen od tega, da zaključiš, da prodaš, z tega pridejo sredstva, s katerimi financiraš nadaljnji razvoj. Fakultete niso narejene za to, oziroma vprašanje danes niso pri nas narejene, vprašanje je, koliko je to smotrno, tudi da so, da bi lahko to dostavljale podjetjem, kot so recimo naše. Tako da to je bila naša izkušnja, da je v tem primeru, če se za nekaj takega odločiš, moraš iti v projekti, ki niso v žargonu terminskega oziroma projektnega vodenja bilo, da ne smeš dati na opravila, ki so na kritični poti projekta. Jaz ne vem, jaz bom rekel, jaz sem, kar se tega tiče, bolj pristaš ameriškega pristopa oziroma pristopa iz tega, ki nastane iz neke potrebe. Zdaj bom rekel, konkreten primer se nam dogaja in kako tudi mi svojo firmo gradimo. Ne? Mi vidimo tukaj izdelek, ampak od tega izdelka praktično, bom rekel, skoraj niti šraufa, po primorsko, če rečemo, se ne zavije v našem podjetju, ampak to mi vse damo našim poddobaviteljem. Čeprav to je izdelek, na katerem piše Instrumentation Technologies, ga mi koncipiramo, razvijemo, ampak to nam potem vse naredijo zunanji dobavitelji. Tako smo vzpostavili izredno kvaliteten odnos z trenutno, jaz mislim, edino firmo, ki pri nas lahko to proizvaja, to je Iskratel Electronics iz Kranja. Trenutno smo začeli sodelovati še z enim podjetjem, ki dela na razvoju integriranih vezij iz Ljubljane. In recimo to so tista sodelovanja, ki nastanejo iz neke nuje, iz neke notranje potrebe in začne prihajati do nekega mreženja, povezovanja. Mi se spomnimo leta nazaj, 2-3 leta, ko so se pri nas začeli tej grozdi, ne? In jaz sem bil prisoten pri par teh pogovorih in se mi je zdelo, da tukaj bil pač vlada je dala nek denar za to, da se tej grozdi postavijo, ampak potem je bilo ogromno larpurlartizma, ogromno ljudi se je dalo skupaj zaradi tega, da pač videli so tam ena sredstva, pa dajmo reči, da mi pa rabimo vas, vi rabite nas, pa dajmo iti skupaj, pa bomo ta sredstva dobili. Vse to funkcionira, vsak nekaj dobi od tebe, ampak mislim, da to ni tista prava stvar, ki bi bila trajnostna in ki bi rasla in se nadgrajevala. In ko rečem, ameriški sistem je mogoče ta, da je povezan z čisto, nastane iz neke nuje, iz neke praktične potrebe, potem da recimo, če smo mi podjetje, ki smo pri stranki in znamo razumeti njene potrebe, jih formulirati, potem mi najdemo svoje poddobavitelje in s pomočjo njih zintegriramo skupaj nek nov proizvod. To je v bistvu trend v svetu, ki je danes prisoten. Ne? Danes velike integrirane vertikalne podjetja niso več, če rečemo, v modi. Tu gledamo tudi IBM, ki je pač imel svoje računalnike. Danes je IBM čisto firma, ki je pretežno storitveno usmerjena, ne, postaja. In te stvari se zelo spreminjajo, tako da, če gremo nazaj, povezovanje med fakultetami in podjetji je to, da jaz mislim, da bi moglo biti več podjetij, ki se odločajo za take izzive, visokotehnološke, ki potem bi potrebovali univerze na določenih segmentih in mi se recimo prav te dni pogovarjamo tudi prav s Fakulteto za elektrotehniko za nek zelo specifičen problem, ki nam bi ga rešili, ampak ponovno je to problem, ki ni na kritični poti in ga bodo za nas recimo rešili. In to jaz, bom rekel, se mi zdi zelo kvaliteten način, da do tega pride. Ne? Pa še zadnji primer je bil mogoče prav, ko sem bil na Fantasma Networks, je dol podobno prišlo do sodelovanja med njimi in pa recimo Stanfordsko univerzo. Ne? Ampak to je bilo
ta odnos ponovno je bil potrovan s tem, ko se je zahtevalo neko specialistično znanje in je potem podjetje šlo do univerze oziroma so bila že prej stkana določena poznanstva, ki so potem omogočala to sodelovanje. Če povzamem, jaz ne verjamem oziroma nisem pristaš pristopov, oziroma ne verjamem, da so zelo učinkoviti pristopi, ki hočejo vnaprej formulirati neka sodelovanja, ampak mora to nastati iz neke organske potrebe med različnimi subjekti in ko je ta kritična masa prebita, potem jaz mislim, da to je en sistem, ki sam sebe vzdržuje. Ne? In to je mogoče fenomen Silicijeve doline, ki ga praktično nihče drug ne zna replicirati. Ne? Je pa res, da to je pogojeno ne samo z količino znanstvenikov, ampak je pogojeno s kulturo, z tem, kako ljudje razmišljajo in z vsemi temi dejavniki. Za konec bi te prosil še za eno razmišljanje na eno zelo bolečo temo. Namreč Slovenija je na repu deleža diplomantov z področja tehnike in zdi se, da se ta trend nikakor začne obračati. Kakšna je podoba inženirja danes v Sloveniji po tvoje? Kakšna je percepcija, ki jo imajo mladi o možni karieri na področju tehnike, na področju inženirstva? Prvo moram reči, da s generacijo, ki recimo, če rečem, zdaj študira, nimam toliko stikov, da bi lahko to zaznal. Mislim, da prihaja do nekega nihanja, ki je posledica tranzicije pri nas, ko smo šli iz enega sistema, kjer je bilo vse predvidljivo, skoraj planirano in tako naprej, šli v sistem, ko pač je prišlo do tega, da posameznikova iniciativa nekaj pomeni. Ampak ko gremo k temu, da posameznikova iniciativa nekaj pomeni, potem ponavadi ljudje se vedno ozremo na tisto dimenzijo, ki nam tudi čim prej prinese rezultate. In pot inženirja oziroma nekoga, ki bi se lotil delati visokotehnološko podjetje, ponavadi ni tista, ki takoj prinese rezultate. To je bolj tek na dolge proge. To je treba vedeti tudi Hewlett in Packard, ki sta začela v 30 letih svoje podjetje, sta postopoma in organsko, sicer relativno hitro, še zmeraj lahko rečemo, da so bili gazela, ampak so začeli in konstantno rasli, ampak to je konstanten vložek. Vendar po 3 letih ali pa po 5 letih ni bilo kaj dosti za pokazati, oziroma da bi lahko rekli, mi smo pa že nekaj, bom rekel, ali pa finančno se pomogli. Prej je obratno, prvih 3 do 5 let ponavadi je človek, bom rekel, ustanovitelj podjetja, tisti, ki vlaga več v to. Ne? Zdaj sem povezal podjetništvo in inženirstvo, vprašanje je bilo bolj za inženirja. Moj pogled je ta, da teh stvari ne smemo ločevati na to, da inženir je nekdo, ki je med 4 stenami zabubljen in rešuje inženirske probleme, ima inženirsko plačo in ni nobene druge perspektive, ker na ta način ne bomo dobili več inženirjev. So ljudje, ki jim to ogromno pomeni, ampak to je treba postaviti v en kontekst nečesa in jaz bom rekel, tukaj sta 2, mogoče, ki jih jaz vidim. Zame je bil to pomemben, da sem se kot inženir odločil, da naredim, oziroma ko sem šel v tujino, da naredim nekaj, kar bo imelo en vpliv v svetovnem merilu. Se pravi, narediš nekaj, kar rečeš, to bodo pa vsi vedeli, pa se bodo pisali članki. To je bilo takrat kot inženir. Danes, bom rekel, mi je v ponos to, da imamo izdelke, ki se prodajajo po vsem svetu. Ne? In to je izziv. Drugo je pa čisto, bom rekel, finančni motiv. Jaz večkrat pravim in spet se dotikam teme materialne dimenzije tega življenja. Ko si ti če greš v Palo Alto, kjer je Stanfordska univerza,
Stanford Linear Accelerator, ki je gor na sliki, pa en kup startupov, med drugim pač Apple je v Cupertinu tam zraven štartov in tako naprej. Vidiš v bistvu, da to so bili inženirji, ki so te firme postavili, ne? In to postavi sliko v čisto drugo perspektivo in tam ljudje začutijo, da s tem, ko grejo nekaj takega študirati, da je to tudi perspektivno, ne? Ni pa samo to, jaz to opozarjam, mi prevečkrat poudarjamo ali samo znanost, ali samo inženirstvo, ali samo ekonomijo, ne? Kaj je potrebno za uspešnost, oziroma da se, bi rekel, uspeh neke družbe je, da se vzpostavi nek ekosistem uravnovešenega, bi rekel, ponudbe kadrov, ki lahko potem generirajo nova podjetja, ki potem ustvarjajo izdelke, ki potem so tudi v svetovnem merilu uspešni. In to se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, ni samo ena dimenzija, ne? Mislim pa, da trenutno še zmeraj v Sloveniji lik inženirja je relativno nizko napram ostalim kadrom, tako da zaključim. Jaz sem izčrpal svoj nabor vprašanj, bi povabil poslušalstvo, da našega gosta izpraša. Rajko Štangar, kakšne možnosti vidite za ustanavljanje takih podjetij, tipa kot so vaši? Ali so te tehnološki parki ali kaj drugega kot pomoč? To je zdaj zanimivo vprašanje, na katerega, jaz bom rekel, sam pri sebi še nisem prišel do odgovora. Jaz bom čisto odkrito povedal. Jaz zelo osciliram med tem, ko včasih vidim razpise in ogromno sredstev, ko gre v to, da se razvija podporno okolje in si rečem, mi kot podjetje pa nimamo nič od tega, ne, na nek način. Po drugi strani mislim, da podporna okolja le v zadnjih 5 letih so se precej spremenila in verjetno za neko podjetje, ki je na začetku, lahko ponujajo v začetni fazi tisto, bom rekel, infrastrukturo oziroma tisto okolje, ki jim omogoča preživetje tistih prvih najbolj občutljivih let. Tako da jaz vsekakor podpiram tehnološke parke, vendar česar se jaz malo bojim in kar vidim pri nas je v bistvu ta, saj mi smo za tehnološke parke, ampak če se nekaj odločiš, ali se moraš konkretno ali pa se ne. Ker če ne je tisti dvojni efekt, da ti nekaj vložiš, ampak ker vložiš, bom rekel, na pol, jaz vidim mogoče skozi luč Primorskega tehnološkega parka, sredstva, ki jih dobivajo od države, pa tudi, bom rekel, na nek način tam, kjer bi jih mogli dobiti, ni tistega, bi rekel, kvantnega koraka. Zdaj pa recimo naredimo nekaj res velikega, ne? Ampak je tako inkrementalno, počasi, ne bi, se mi zdi, in to ne rojeva tistih pravih rezultatov. Zato, če gledamo na splošno, ljudje niso zadovoljni, ne? Če rečejo, ja, kaj je pa zdaj park, a je naredil nekaj ali ni naredil. Po drugi strani je treba pa vedeti, da pač tudi park se znajde v situaciji, ko preprosto ne morejo tega narediti, ker nimajo ne ljudi, ne sredstev, ne. Če gledamo parke v tujini, imajo poleg tega, da imajo ponavadi bodisi inkorporirano oziroma kot ločeno pravno osebo, tudi predvsem sklade z tveganim kapitalom, oziroma sklade finančne, ki omogočajo tem podjetjem tudi financiranje v teh zgodnjih obdobjih. Tako da pri nas je dosti poskusov, jaz bi samo bolj rad videl, bodisi da se odločimo za en bolj radikalen pristop, ali pa da potem, ker če ne, se mi zdi, da to ne rojeva tistih rezultatov, ki bi jih moralo, če govorimo o podpornem okolju. Zdi se mi, zopet primerjam, če gledam 6. okvirni program ali pa ameriški pristop k Small Business Innovation and Research programu, ki je tudi ameriški ekvivalent temu, je prednost tistega, da je zelo, zelo enostaven. Jaz sem se ga zapomnil, ko sem ga prvič prebral. Faza 1, $75,000, pripraviš poslovni načrt in utemeljiš idejo. Faza 2, $750,000, zato da prideš do prototipa.
In to se takoj zapomniš. Če pa gledaš, kako imamo mi to zastavljeno, ne, je pa nekaj neverjetnega. Mislim, prebereš tisto prvič, ko greš skozi, ne veš, kje se te glava drži, po domače povedano. In ta enostavnost, ne, in jaz imam kolegico, ki je delala v Vancouveru in je dobila ta grant, ne, se pravi to podporo, in mi je povedala, kako je to, in to je relativno enostavno. Ne. Imajo sicer neodvisne te ljudi, ki delajo, ocenjujejo te vloge, ampak se mi ti ta enostavnost pristopa tako potegne. Ne. Rečeš, to je prvi korak, po prvem koraku jih, ne vem, jih gre 100 skozi, od teh 100 jih 10 pride na drugo fazo. Ne. In veš, kje si, ta stvar je zelo, zelo enostavna. Ne. Pri nas pa se mi zdi, da tega ni in še spreminja se. Ne. To je tako kot z davki, ne. Zdaj ne veš, kako planirati s tem. Ne. Mene zanima, kako vidiš problem varovanja intelektualne lastnine, pa tudi poslovnih, predvsem tehnoloških skrivnosti. Namreč to bi rad navezal na prejšnjo debato, ki smo imeli o sodelovanju univerze in industrije, ki izhaja mogoče vprašanje izhaja iz ene moje malo slabše izkušnje v okviru tudi evropskih tematskih mrež, v katerih smo sodelovali z zelo eminentnimi firmami, L'Oreal, Renault in tako naprej. Ko je prišlo do faze, ko bi morali iti ta projekt naprej, ne, in so ugotovili, da bi lahko še kdo drug kaj iz tega projekta zvedel, so se vsi ti umaknili iz projekta, namreč, in smo ostali sami pol univerze, če tako rečem. Jaz bom dal zelo pogled z naše perspektive, z perspektive mojega podjetja. Mi imamo recimo par zelo inovativnih pristopov. Eden od teh je tudi patentiran na mednarodnem nivoju, vključno z Ameriko, kjer vidimo največjo problematiko, recimo, če bi prišlo do tega, da bi dobili konkurenco. Vendar je tako, da mi nismo do zdaj imeli te izkušnje, da bi sodelovali na projektih z večjimi firmami, oziroma se tega nekje izogibamo zdaj. Ker mislimo, če podjetje želi ohraniti konkurenčno prednost, mora predvsem, ko je majhno, biti hitrej od vseh ostalih. Hitrejše od vseh ostalih in mora biti sposobno inovirati in ponuditi trgu pred drugimi. Gre se za to, da tudi to, kar mi imamo patent, s tem smo mi hodili dati vedeti, da mi smo resni, da mi smo nekaj kvalitetnega in res inovativnega v svetovnem merilu naredili. Da se je treba zavedati, da če nam pride neka velika firma not in nam to krši, oni imajo toliko več finančnih sredstev in pravnih ozadij, da bi nas toženje z njimi izčrpavalo. Tako da intelektualna lastnina je nekaj, kar moraš upravljati z enim občutkom, moraš vedeti, kako je zaščititi, vendar mislim, da edini način za majhno firmo je na začetku, da je predvsem proba biti ves čas pred konkurenco in da ponuja v bistvu splet rešitev, ki jih loči od vseh ostalih. Ne? To je recimo naša pot. Je pa res, da prej smo se pogovarjali o Fantasma Networks, pod podjetju tam je bilo pa prav zaradi vloge, ki so jih imeli pri temu skladi tveganj kapitala, zelo pomembno, da se je vse patentiralo in se je načrtno gradil tako imenovan portfelj patentov, kajti tudi na koncu, ko je firma, če rečemo, se je zaprla, je ostal portfelj patentov, ki se je za določen denar prodal. Ne? Ampak tam, bom rekel, tam je šlo za te stvari ogromno denarja. Ne? Tam praktično je bil vsak teden, oziroma na 14 dni enkrat noter patentni inženir, ki je prišel tja samo zato, da smo upravili, kakšne so ideje, on je ocenil, a je to za patentirati, ni za patentirati, in bom rekel, zame je bila to že skoraj inflacija patentov. Vendar za to si privoščiti, sem prej omenil, v enem letu pokuriti $11 milijonov, to je ena dimenzija, ki mora povedati. Pri nas startup
bom rekel, ki je najhitreje to denar te velikosti obrnil, je, da je v 2 letih obrnil 2 milijona evrov, ne? Če govorimo na visokotehnološkem področju. Tako da tega se je treba zavedati, ne? In mi nimamo izkušnje z velikimi, ker delamo v tržni niši in je dovolj majhna, da v bistvu velikih še ne zanima, ne? Vi ste omenili, da ste pač podjetji, ki ste nastali v garaži, in me zanima, kakšna je vaša izkušnja z finančnega vidika, kako težko oziroma lahko je bilo pridobiti finančna sredstva na začetku. Kdo vam je dal ta sredstva oziroma so to bili lastni viri ali ste se poslužili kakih drugih podjetij, ki so vas sofinancirali na začetku, ali so to bili kakšni poslovni angeli, tvegani kapitalisti, banke? To me zanima. Jaz mislim, da ko govorimo o inovacijah oziroma biti inovativen, jaz mislim, da moramo gledati to zelo široko. In eno področje je tudi financiranje, ne? Pravijo, da največ podjetij propade zaradi podkapitaliziranosti, ne? In to pomeni, ko rasteš, čisto preprosto, vedno denar, se pravi denarni tok, tisto, kar tebi pride not, je zmeraj z zamikom glede na to, glede na stroške, ki jih imaš, ne? Mi smo imeli mogoče splet srečnih okoliščin, kombinacija tega, malo iznajdljivosti in šlo se je za to, da mi smo kot podjetje postopoma rasli. Bom rekel, prve 2 leti smo prišli do neke zmerne velikosti in takrat so začeli graditi Soleil, to je bil pospeševalnik v Franciji, ki ga ravno v teh dneh zaganjajo. In takrat smo mi v bistvu na eni strani z inovativnim trženskim pristopom, ko smo rekli, zdaj mi bomo pa za vas nov izdelek, to je ta Libera, razvili, ampak mi bomo to za vas razvili, vi nam boste služili kot stranka, da bomo mi vedeli, kakšen izdelek ta skupnost potrebuje, ne? Po drugi strani, vi pa nam date pravico, da v bistvu ta izdelek bomo prodajali vsem drugim tudi, ne? Sočasno, bom rekel, skoraj sočasno, oziroma s par meseci zamikov so začeli tudi Diamond graditi. Imeli smo to srečo, da smo na obeh razpisih bili toliko dobri, da smo dobili pogodbe podpisane. Tukaj je bil šok v tem, da ne bomo o konkretnih cifrah govorili, da ko smo mi te pogodbe podpisovali, so bile te 2 pogodbi skupaj po velikosti 10-kratni promet podjetja v tistem letu, ko smo mi to podpisovali. In mi smo imeli srečo, da te ljudi, ki so bili na inženirskem kadru, bom rekel, ki so o tem odločali, da so jih poklicali v finančni službo, so rekli, ma poslušajte, a vi veste, s kom se tukaj, mislim, poglejte te številke, ne? In da so to nekako spravili skozi. Se pravi, mi smo prišli do teh pogodb. Ko smo imeli mi te pogodbe v rokah, nam je bilo to lažje iti na banke in reči, poglejte, mi smo pa to dobili, a bi nam vi dali malo denarja, da mi do tam pridemo. Tako da bom rekel, tle je bilo malo loterije. Mi smo tle na nek, bom rekel, tak način z malo gimnastike to spravili skozi. Če gledam zdaj nazaj, dokaj uspešno, ne? Ampak takrat se nisem zavedel, ker lahko bi se zgodilo, da nam ne bi dali in bi bili suhi, po domače povedano, ne? Je pa treba vedeti tudi nekaj, ne? Taka pot, če govorimo, to je pot organske rasti. Se pravi, da ti se skozi svoj lasten dobiček financiraš, je lahko tudi nevarna, ker recimo ena od stvari, ki lahko rečem, je bila tudi, ne bom rekel, lahko ali je napaka ali kakorkoli, je to, da ko smo mi dobili ta 2 projekta, če jaz grem nazaj, bi mogel prej začeti ekipo graditi in jo postaviti več, ne? Ampak jaz sem postopoma gradil, kolikor so mi finančna sredstva dovoljevala. In zato se nam zdaj dogaja v tem momentu, da mi imamo povpraševanje, to, kar sem danes omenil, da smo dobili ljudi z Lawrence Berkeley laboratorija, ki so bili tukaj, ki jim preprosto oni si želijo sodelovanja z nami, to je eminenten mednarodni laboratorij, ampak mi nimamo ljudi, nimamo kadrov, da bi na tem delali skoraj, nam zmanjkuje, ne? In to je pa tista druga slaba plat tega, ne? Da se zamisliš na tem, ali je pač ta pot res edina, ne? Tako da to je, kar se tiče financiranja. Se pravi, tukaj
ponavljam, inovativnost je treba gledati v podjetju v širšem kontekstu. Ne? Če ni več vprašanj, predlagam, da se našemu gostu danes še enkrat zahvalimo.